Danes gostim enega zelo zanimivega glasbenika. Najprej lepo zdrav, Miha Renčel, živijo. Ja, lepo zdrav. Miha, kaj pravzaprav ti je najljubše, da si pianist, pevec ali vse skupaj? Včasih tudi hkrati. Težko pa rečem, kaj mi je najljubše. Definitivno ta klavir, solo klavir ima en poseben kvaliteto, kamor me lahko odnese neke posebne občutke, no. To, kar z glasom ne morem. Medtem, ko pa z glasom je pa spet nekaj drugega, je pa tudi fajn. Tako da zelo težko se kle odločim za nekaj, zato se tudi nisem. Kaj zvem, besedilo seveda tudi pa še nekaj dodatno, ne. Kle ni besedila pri klavirju, ne. Če je solo klavir in čisto instrumentalno. Začniva pa vseeno od začetka, zato da narediva tudi eno tako osebno izkaznico za naše poslušalce. Koliko časa si z širšim ljudskim množicam znan glasbenik, koliko časa si prisoten na tej slovenski glasbeni sceni? Pa težko to rečem, ker meni se zdi, da me še vedno ljudje ne poznajo, čeprav se v bistvu s tem že nekaj časa ukvarjam, ne, tudi samo zaposleni v kulturi. Prvi recimo je bil tak 2010, ne, se pravi 8 let nazaj, sem glasbil tega Povodnega moža, Prešernovo besedilo, tudi zapel in glasbil, izdal tudi ta nek single, ki ga je tudi Gorenjski muzej recimo vključil v to svojo razstavo Prešeren v popularni glasbi, se pravi to nekih 8 let. Potem sem bil tudi na Slovenski popevki, skladbo s mojim starem klobuku, pa s festival slovenskega šansona. To so vse vokalno-instrumentalni, avtorska glasba, seveda, medtem ko pa ta CD, ta zadnji, ne. O katerem bova zdaj kaj več povedala. Je pa čisto instrumentalen, no. To sem jaz v bistvu imel že od nekdaj tudi zelo veliko veselje. Že od malih nog v bistvu mi je bil tudi klavir prvi inštrument, vedno pred glasom. Se to prišlo kasneje pol. Torej po vseh teh projektih, zdaj torej tvoja plošča, tvoj album, na katerem, kot si že povedal, povsem inštrumentalna glasba, klavir in nič drugega. Ja, solo klavir, ne, se pravi, jaz moram rekel, da je to zame mogoče celo bolj izrazno, ne, v nekem pogledu, no. Zdaj, odvisno, kaj hočeš doseči. Sam klavir mi približa ene take občutke, ki jih brez njega zelo težko dosežem. Prav v tej solo izvedbi. Neke občutke čistosti, divjine. Ponavadi bi lahko neko analogijo, da dam neke občutke iz narave, ne, divjina, ne vem, kot neko čisto visokogorsko jezero, recimo, ne. Zdaj, da to v praksi doživiš, moraš iti tja. Se moraš malo pomatrati, se tudi gre, se jih imamo, ne, v Sloveniji. Ampak tudi meni, recimo, kot klavir, ki pač zvok kakršen ima, me lahko popelje v neke take občutja. Tega projekta si se pravzaprav lotil na zanimiv način, k temu si spodbudil tudi tvoje Facebook sledilce. Kako je pravzaprav vse skupaj teklo? To je bil čas, ko je Facebook začel tudi promoviral veliko ta svoja orodja v živo. Prav to je prišlo nekaj tam 2017, v začetku leta, mogoče 2016 celo. In vsi so nekaj objavljali, ne, v živo so se javljali, ne. Jaz sem tudi rekel, pa daj še ti kaj poskus, no, probi nekaj. In sem enkrat prišel na idejo, zakaj pa ne bi probal čisto s klavirjem, ne, solo, to, kar v bistvu zelo rad počnem, ne. In sem pač prižgal kamero, naštimal te digitalne kable, povezal, da je to tekel in začel improvizirati. Nekaj časa sem počel to vsak dan in sem videl, da odziv je bil, no, sicer je to, bom rekel, poseben tip poslušalca, no, ni to zdaj mogoče za vsakogar, ne. In s časoma je to pol postala neka rutina moja. V začetku sem to počel vsak dan, pa sem videl, da je to mogoče celo malo preveč za mene in sem to začel delati tedensko. Se pravi, sem tudi kot neko oddajo ob sredah 9:30 zvečer je bilo vsak teden in na ta način, če imaš neko periodo, ki se ti skozi ponavlja, se pa začnejo tudi ljudje vračati, ne, ker vejo, kdaj bo. Ne, ni naključno, ne, da se čisto slučajno vidijo, ne, če je nek tak urnik, tako kot oddaja na radio ali pa na televiziji, ne, se isto. Ljudje se torej, pa vračajo. Sodobni mediji omogočajo marsikaj. Potem si od tega skupno 12-urnega posnetega materiala izbral 4 skladbe, ki so spet dolge, ne, ampak ti si jih potem vendarle nekako na dele razdelil. Tudi to je zanimivo, ne, kako lahko to poslušamo. Meni se je zdelo smiselno, ne, ker so relativno dolga dela, ne, od 15 do 20 minut inštrumentala, kaj pa zvem, ne, mogoče se nek poslušalec lahko tudi malo izgubi, ne, pa se mi je zdelo smiselno, da jih razdelim na krajše dele za CD, no. In iskal sem neko analogijo, kaj bi lahko bil naslov, ne, recimo ta prvi improvizacija je naslov Mrk. Mrk pa, kot vemo, v naravi ima tudi svoje faze, a ne, in sem recimo tukaj najdel to analogijo med mrkom in med fazami mrka, ne, kot ima svoje faze, recimo prvi dotik, Diamond Ring,
diamantni prstan, popolnost, ne, vsi poznamo popolnost. No in neko tako analogijo sem pol najdel s temi deli tudi, ne, da sem razdelil. Instrumental je abstraktna zadeva, ne, tukaj si lahko kdorkoli... Tako kot abstraktna slika, ne? Da si lahko verjetno vsak ustvari neko... tudi svojo zgodbo, verjetno. Seveda, čeprav v abstraktnem slikarstvu je mogoče še malo bolj ekscentrično, ne, jaz nisem, bom rekel, abstraktno, to ni abstraktna glasba, ne, je vseeno zelo tonalna in melodična. Ne. Vemo, kaj je abstraktna glasba, ne. To je v moderni klasiki recimo zelo prisotno, ne. Na ta način ni. Bolj sem hotel ta dolžino tega, v bistvu, ker je instrumentalno, ker ni vokalno, ne, da se mogoče malo več pol naredi na pomenu z deli, da mogoče poslušalca spodbudiš k takmu načinu malo bolj aktivnem, da si misli, glej pa to, ne, da mogoče imajo zgolj za ozadje, čeprav tudi to gre. S prelepo pesmijo Dance v izvedbi Mihe Renšlja zaključujemo današnji sredin glasbeni mozaik. V nove glasbene barve ga bomo odeli spet prihodnji teden. Z vami sem bila Andreja Čamernik.